Dobrodošli na spletni strani Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V animaciji se bomo posvetili organizaciji dela v skupinah strokovnjakov NAKVIS. Običajno skupino sestavljajo vsaj 3 člani: slovenski strokovnjak, ki je hkrati predsednik skupine, tuji strokovnjak in študent. Skupina strokovnjakov šteje med 3 in 12 članov, kar je odvisno od vrste in zahtevnosti postopka. Skupina je v uvodnem e-sporočilu informirana o sestavi skupine, roku oddaje poročila, predlogu pripravljalnega sestanka in gradivu, ki ga potrebuje za presojo. Po soglasnem dogovoru o terminu pripravljalnega sestanka, torej prvega srečanja skupine strokovnjakov, se organizira način in razdelitev dela. Odvisno od vrste postopka se razlikuje tudi delo oziroma vrsta obveznosti, ki jo ima vsak strokovnjak. Pri postopkih, ki predvidevajo evalvacijski obisk oziroma ogled, je treba pripraviti tudi urnik obiska, ki ga pripravlja predsednik v dogovoru z ostalimi člani skupine. Preostalo delo zajema razdelitev standardov presoje, pregled dodatne dokumentacije in dostopnih virov ter gradiv, dogovor o datumu in trajanju obiska in pripravo vprašanj za skupine izpraševancev na evalvacijskem obisku. Predsednik skupine je tisti, ki je odgovoren za organizacijo in razdelitev dela v konsenzu z ostalimi člani skupine in strokovnim sodelavcem, prav tako njegovo delo obsega pripravo slogovno in jezikovno poenotenega evalvacijskega poročila, s katerim se morajo strinjati vsi člani skupine. V primeru prvih akreditacij študijskih programov obisk ni predviden. Možen pa je ogled materialnih pogojev, kjer je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. V primeru postopkov, kjer je evalvacijski obisk predviden, se skupina dogovori o datumu in dolžini obiska, ki traja med 1 in 5 dnevi, 8 do 10 ur dnevno, kar je odvisno od velikosti visokošolskega zavoda in števila akreditiranih programov. Poročilo se piše kot poljudni znanstveni članek in na način, da je razumljivo vlagatelju in svetu, ki je organ odločanja NAKVIS. Poročilo torej mora imeti uporabno vrednost za vse vpletene deležnike v visokem šolstvu. Pomembno je, da ima evalvacijsko poročilo karakteristiko kvalitativne presoje oziroma vrednotenja informacij, ki jih je skupina strokovnjakov pridobila v gradivu in na evalvacijskem obisku. Na podlagi vseh zbranih podatkov oziroma dokazov iz vloge, prilog, dodatnih virov in dokumentacije ter navzkrižnih intervjujev skupina pripravi natančno analizo dejanskega stanja, na podlagi katerega pripravi sintezo, ki služi za pripravo ugotovitev. Te so v poročilu razdeljene pod prednosti, priložnosti, neskladnosti, delno izpolnjevanje standarda, odličnost. Skupina strokovnjakov poročilo piše s pomočjo vodnika po zunanjih presojah. Gre za dokument, ki ga je NAKVIS pripravil z namenom, da bi strokovnjaki lahko čim bolj natančno, strukturirano in poenoteno evalvirali zahtevane standarde. V njem je zelo natančno popisano, kaj posamezni standard zahteva, kot tudi to, kaj v posamezne standarde ne sodi, in pa pogoste napake, ki se pri presoji pojavljajo. Poročilo je pripravljeno, ko se celotna skupina strokovnjakov strinja z vsebino poročila. Takrat ga predsednik skupine podpiše in odda na agencijo.